Spoštovane gledalke in gledalci Studia Bistrica, lepo pozdravljeni. Zaradi katastrofalne ujme, ki je v začetku avgusta prizadela Slovenijo, so organizatorji spodnjeposavsko poletje izvedli nekoliko kasneje in v spremenjeni obliki. Kljub temu je prireditev, ki je imela dobrodelno noto, uspela v vseh pogledih. Pred koncertom priljubljene skupine Fehtarji smo se pogovarjali z Markom Teskačem, predsednikom krajevne skupnosti Spodnja Poskava. Prireditev, ki smo jo vsako leto izpeljali, tole naše spodnjeposavsko poletje, je bilo tam od 3. pa do 6. avgusta, ampak žal zaradi vseh poplav, ki so se zgodile takrat ravno v tistem terminu v Sloveniji, smo tole posavsko poletje letos nažalost morali odpovedati, ampak tudi bolj srečen kljub, smo se nekako dogovorili, da bomo poskušali to predstaviti in tako zdaj predstavljamo na tale vikend. Spodnjeposavsko poletje, se pravi včeraj je že bila igra tukaj nad potokom, ki je vsako leto v našem programu, tudi obeležujemo takrat naš krajevni praznik. In včeraj je bila igra dobro obiskana, kljub temu, da je bilo sredi tedna, tudi je sama igra imela dobrodelno noto, ves izkupiček od prodanih vstopnic je šel za dobrodelne namene. Tako kot tudi današnji večer, ki smo ga skupaj, moram povedati, z skupino Fehtarji nekako predstavili, kljub njihovemu natrpanemu urniku, ampak fantje res so imeli tole posluh za predstavitev tega koncerta, ampak z dobrodelno noto, tako kot ste omenili že sam. Tako da bomo današnjo prireditev izpeljali danes za skupino Fehtarji in tudi drugimi gosti, ki so se in vsemi drugi sponzorji, ki so nam pomagali, dobrodelno moram to poudariti, da bomo lahko izpeljali današnji večer in seveda vsa vstopnina gre v dobrodelne namene za žrtve poplav. In mislimo, da bo današnji večer uspel, da bomo zbrali čim več denarja, da bomo lahko pomagali tem žrtvam poplav. Jutri nadaljujemo, tako kot smo rekli, naš otroški program, otroški večer bo in tako da bomo nekako strnili tale naš program spodnjeposavskega poletja v 3 dni. Poskava, dober večer! Slovenija, dvignemo roke! In pojte in žurate z nami, gremo tako štart, da poženemo. Greste z mano! La, 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 la. Čakam za moj, da se kira in mama, teranci ne skrbijo, zdaj bo njuna čerka doma. Na štorke napetijo pred mano, ne ostetijo viš pesta, ki so včasih glavne poskava skupaj. Ja, 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 na štorke že letijo z neba. Ja, 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 na štorke že letijo z neba. Ki so okolje, pozdaj! Včasih dobi, ajde poskava! Ja, 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 a štorke že letijo z neba. Ja, 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 a štorke že letijo z neba. Ja, 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 a štorke že letijo z neba. Ja, 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 a štorke že letijo z neba. Že letijo z neba. Ja, 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 a štorke že
V varstveno-delovnem centru Povš Maribor zaključujejo projekt Lahko branje in rekreacija za vse. Rezultate in pridobitve naložbe, ki jo sofinancirajo Republika Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so predstavili prejšnji četrtek na novinarski konferenci v prostorih slovenjebistriške enote VDC Povš Maribor. V kratkem programu so predstavili tudi novo publikacijo z naslovom Rekreacija za vse. Zdaj, v vseh okoljih, kjer delujemo, si mi želimo biti prepoznavni, želimo biti aktivni, želimo biti tudi dejavni in želimo doprinesti tudi k nekim našim lokalnemu dogajanju v skupnosti, kjer živimo. In tako se nam je tudi v tem projektu zelo pomembno zdelo, da uresničevanje tega cilja, ki smo si ga zastavili, ki je tudi medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. Pomembno se nam zdi, da se tudi na tak način predstavljamo, vključujemo in nas lahko spoznavajo tudi drugi, predvsem pa, da potrebe oseb z intelektualno oviranostjo lahko spoznavajo tudi mlajše generacije in nekako se učijo tudi sobivanja in prijetnega dela z nami. Projekt vrednost operacije je cirka nekaj manj kot 45.000 evrov. Od tega je 80 sredstev financiranih iz Ministrstva za gospodarski razvoj in pa Evropskega sklada, 20% je pa naših lastnih sredstev. Delno smo iz teh sredstev pokrivali tudi stroške kadra, nabavili smo tudi opremo, izdelovali smo pripomočke za rekreacijo in pa tudi potem pokrivali stroške, ki so nastali ob tem druženju. Pomembno se mi zdi tudi povedati, da smo na tak način lahko omogočili uporabnikom spoznavanje lokalnega okolja in nastal je tudi priročnik, ki bo kasneje tudi podrobneje predstavljen. Seveda rezultatov je zelo veliko, glavna pridobitev je ta, da je to ena izredno pozitivna izkušnja, veliko dodana vrednost, pomeni razvoj v naši ustanovi, dodano opremo, dodano literaturo, dostopnejšo literaturo, približana v bistvu pomen ekološke pridelave, varstva okolja, nova literatura, ki bo trajna. Vsi produkti nam ostanejo trajni, izdelano tudi iz recikliranih materialov, izdelani pripomočki za vadbo, za rekreacijo, tudi oprema za rekreacijo. Vse pravzaprav bo dvigovalo kvaliteto v bistvu dela in bivanja torej v tej enoti in tudi v drugih naših enotah. Literatura bo pa dvignila v bistvu dostopnost informacij o rekreaciji in tudi dostopnost informacij o področju Las, Dobro za nas, to je 4 občin Slovenske Bistrice, Rače, Fram, Poljčane in Makole, celotni Sloveniji, tudi tujcem, obiskovalcem, ki pridejo, ta literatura je zanje lažje razumljiva in jo bojo gotovo kdaj tudi pridobili. Priročnike pa tudi tako v tiskani obliki, kot tudi v elektronski obliki na naši spletni strani, dostopni pravzaprav komorkoli. Tako kot smo videli, ko smo slikali in zbirali torej slikovni material po občinah, je veliko dobrega v teh krajih nastalo preko projektov. Projekti na nek način dobivajo sinonim razvoja v Sloveniji. Kar veliko stvari je takih, ki potem trajno ostajajo, tako da ne smemo zanemarjati projekte. Jaz sem izredno vesela, da ste si vzeli čas danes novinarji, vi osebno in dali pomen temu projektu, ker včasih smo že rekli, ti projekti, ampak ti projekti res nosijo kvaliteto in razvoj. Niso kar tak nekaj. So dobrodošli tudi nam v prihodnje. Na Treh kraljih je minuli konec tedna potekal tradicionalni festival Roots in the Woods, ki je posvečen regiji kulturi. Delamo Roots in the Woods festival, ki upamo in hočemo, da je dostopen vsem. Zato tudi ne pretiravamo z nekimi cenami, želimo veliko gostov. Poleg odličnih glasbenih nastopov so bili obiskovalci festivala deležni tudi številnih drugih doživetij. Danes nadaljujemo z bendi, glavni odpre okrog 8 in pride Ava Fall in Frequency iz Italije in Paolo Maldini, ki ima zdaj soundcheck. Spodaj so postavili Nemci Dandelion Sound System
in pa naš sound system, ki nam je veselje. Smatrali smo, mislim, da bo eno lepo vzdušje tukaj nastalo zvečer in še jutri. Tako da drugo leto tudi vsi vabljeni, seveda. Konjerejsko društvo Slovenska Bistrica je minulo soboto izvedlo tradicionalni, že 27. pohod bistriške konjenice. Zbor konjenice je bil v Spodnji Novi Vasi v Slovenski Bistrici, pot pa jih je vodila po občini Slovenska Bistrica. Ja, moram reči, da Konjerejsko društvo Slovenska Bistrica letos prireja že 27. pohod Konjerejskega društva Slovenska Bistrica, kar smo zelo ponosni, da prije iz cele Slovenije, Gorenjske, Dolenjske, Primorske. In bom rekel, da zelo radi prihajajo, ker tudi organiziramo tako je treba. Ne? Imamo kočije, mislim, da je zdaj 106 konjev, kočije 7 komadov, tako da pot nas bo povodila iz Brinja proti Laporje, Farovec, iz Farovca pa kontra nazaj, ob strugi Pragarskega, pa nazaj smo vrnili na to mesto Brinje. V kinu Slovenska Bistrica je bil preteklo nedeljo na ogled dokumentarni film Temni pokrov sveta. Na povabilo civilne iniciative za Pohorje brez vetrnih elektrarn je namreč v Slovenski Bistrici gostoval Matevž Lenarčič. Z letalcem, fotografom, biologom in okoljevarstvenikom se je po filmu pogovarjala Jana Jeglič. Matevž, začne se s plezanjem na najvišji dimnik v Evropi, v Trbovljah, kjer ste tudi pričeli nekako in kjer ste preživeli tudi svoje otroštvo. Ali so Trbovlje, torej tiste, ki so nekako pravzaprav zaradi vseh aktivnosti, zaradi kurjenja s premogom, zaradi vse industrije in vsega, kar je znano, torej za Trbovlje in za dolino Trbovlje, Zagorja, Hrastnika, nekako vplivalo na to, da ste tudi sami postali okoljevarstvenik? Verjetno res, ne? Ker v tistih cajtih smo dosti trenirali z plezanjem v hribih. In treba nekako priti zven iz te lukne, ki je bila ingrezija, je povzročila predvsem snažen zrak. Plen se prišel umanjati to ingrezijsko plastiko, ampak takrat vedenja o škodljivosti tega ni bilo toliko, ker ga je zdaj, ker sem smo tudi riskirali. Potem med študijem na plan je pa postajalo to vzračje izjemno teče. Je nekako normalno, da človek vidi več informacij, postane kritičen tudi do vlastnega okolja. Za tiste, ki so bili življenjsko eksistencialno odvisni od industrije v Trbovljah, so pa že drugače. Je bil referendum za časa Drnovškove vlade o zaprtju termoelektrarne po celi Sloveniji sprejet razen Trbovlje. Tisti, ki so najbolj nastradali, so bili za to, da se slabo okolje graduje. To je vedno vsotna eksistenca. Slovenska Bistrica je bila minulo sredo v znamenju glasbe legendarnih Beatlov. V srednji šoli je namreč nastopila skupina Help a Beatles Tribute, ki izvaja glasbo skupine The Beatles in navdušila občinstvo, ki je dodobra napolnilo tamkajšnjo športno dvorano.
konec tedna v petek 8. in v soboto 9. septembra bo potekala tradicionalna že 26. prireditev podobe bistriških domačij. Gre za kmetijsko-turistično prireditev z osrednjim prizoriščem v Slovenski Bistrici, nekaj dogajanja pa bo tudi v njeni okolici. Organizatorji so prireditev podrobneje predstavili na četrtkovi novinarski konferenci na dvorišču Cuker Kuhne. Kot je bilo že omenjeno, se pravi, dejansko gre za širši, kompleksnejši dogodek, zato se tudi odvija v 2 dnevih, v petku in v soboti. In tudi letos je pripravljeno in bo za obiskovalce na razpolago pestro dogajanje. Začenši z petkom, z bolj, da rečem, strokovnim delom, konkretno z strokovnim posvetom, medtem ko bo sobotni del, da rečem, bolj kulturno, etnološko oziroma pestro naravnan. Tudi letos se bodo predstavljali rokodelci. Letošnja noviteta je, da smo v okvir programa Podob vključili tudi zeliščarje. Bo potekalo prvo vseslovensko zeliščarsko srečanje oziroma zeliščarski dan. Tudi letos bo potekalo ocenjevanje kruhov potic in ognjiščnih potic. Tudi letos, konkretno to govorim za soboto, kot je že bilo nekako omenjeno, tudi letos bo dobesedno dišavlo oziroma bodo dobesedno dobrote. Tudi letos bo namreč potekalo tekmovanje v pripravi jedi iz kotlička. Izkupiček od prostovoljnih prispevkov bo šel v dobrodelne namene. Se pravi, če se štejemo vse skupaj, od strokovnega dela preko kruhov, potic, preko drugih dobrot, preko druge kulinarične ponudbe, preko zeliščarstva, preko rokodelstva, vas bomo tudi letos na nek način seznanili s tem, kaj se dogaja na podeželju, kaj se dogaja zunaj mesta oziroma kaj je vredno takoj ob začetku novega šolskega leta, ne nazadnje v Slovenski Bistrici videti oziroma izkusiti. Kot je že bilo napovedano, jaz v podrobnejše predstavitve teh samih dogodkov ne rabim zaiti, glede na to, da bo vsak omenjen in naštet dogodek tudi v nadaljevanju podrobneje predstavljen. Namen je samo še, da vas tudi letos prijazno povabim. Kot je bilo prej šaljivo rečeno, tako kot smo nekako uspeli naročiti pravšnje vreme za letošnjo bistriško kuhno, tudi za letošnje podobe bo naročeno pravšnjo vreme, tako da absolutno vabljeni in na snidenje takrat. Kot rečeno, bodo letos na parkirišču pri gradu in notranjem dvorišču gradu prvič izvedli prvo vseslovensko srečanje zeliščarjev. Zeliščarsko društvo Hermelika deluje že 13. leto. Druži nas predvsem poznavanje zdravilnih rastlin, poznavanje narave. Vedno bolj se zavedamo, da je narava naša zelena lekarna, katera nam je vedno na razpolago. Saj nam nudi obilico dobrih rastlin za naše počutje, za naše zdravje. Lahko rečemo, narava nas zdravi, hrani in oblači. In vsemu temu sledimo mi zeliščarji, spoznavamo zdravilne rastline, proučujemo jih, pomagamo si pri svojem lastnem zdravju, pri lastnem počutju. Zato tudi organiziramo različne seminarje, različne delavnice, določene v sklopu lastnega društva, da si sami širimo znanja in obzorja. 2-krat letno tudi priredimo kakšne strokovne seminarje, potem tudi strokovne ekskurzije. Kar se tiče recimo seminarjev širšega pomena, potem to organiziramo tudi v tej Slovenije Bistriški knjižnici, tako da je potem vabljena tudi širša populacija, vse tiste, ki jih pač zanima zdravje s pomočjo narave. Potem sodelujemo z drugimi društvi. Vsak prvi petek v mesecu se srečujemo v naših prostorih v Slovenski Bistrici, kjer med seboj izmenjujemo znanje, izkušnje, prepoznavamo rastline, delimo to znanje med sabo. Zelo radi se družimo, smo ena taka dobra ekipa zeliščarjev, ki bi rekla, homogeno delujemo. Ena naša posebnost našega zeliščarskega društva je tudi ta, da smo recimo člani iz različnih delov Slovenije, ne samo iz Slovenije Bistriškega okoliša, ampak imamo člane tudi iz Murske Sobote, iz Ptuja, iz Starš, iz Hajdine, Maribora, Hotinje vasi, Velenja, Celja, tako da to je ena naša posebnost, da nekako iz vseh vetrov pridejo ljudje, nekako začutimo en drugega in se
se družimo. In tudi rastline na različnih področjih rastejo različne rastline, ni na enem področju samo en del rastlin, tako da tudi na podlagi tega si širimo svoje znanje, obzorje. Ko je čas nabiranja zdravilnih rastlin, gremo tudi v naravo, nabiramo zelišča, jih prepoznavamo, proučujemo. Tako da to je ena naša kompleksna zadeva. Radi bi to znanje širili tudi navzven, želeli bi, da se nam čim več pridruži teh zeliščarjev, da si pač pomagamo s pomočjo narave, ker narava je naša najboljša zelena lekarna, brez stranskih učinkov. No, na tem sejmu na teh podobah se bomo predstavili v soboto, predaval bo tudi naš priznani zeliščar Borut Cerkvenič. Tudi recimo na stojnici Zeliščarskega društva Hermelika bomo imeli na voljo različna zelišča, da bodo ljudje lahko spoznavali zelišča, mogoče tisti, ki še ne poznajo dovolj dobro, ne? In pa delili bomo pristopne izjave, tako da dobrodošli in vabljeni, da se nam pridružite v naše društvo. Recimo na moji stojnici konkretno bom delila recepture in tudi za različne sirope, čaje, čajne mešanice, tinkture in tudi degustacija bo, da ljudje si lahko potem sami doma pripravijo različne sirope za razna prehladna obolenja, za krepitev imunskega sistema. Ker res je tako, marsikdo pozna neko zdravilno rastlino, ne pozna pa njenega pomena, ne, kar je škoda, ne. In zato res vsi vabljeni, da pridete na naše stojnice, da nas obiščete, morebiti se tudi kdo včlani. In tako kot je rečeno, ne, najkrajša pot do zdravja je pešpot, ne. Tako da apeliram na vse, da čim večkrat obiščete naravo, to našo zeleno lekarno, si morda še naberete kako rastlino in si s tem izboljšate svoje počutje, svoje zdravje in telo vam bo hvaležno. V okviru prireditve bodo potekali tudi številni drugi dogodki. Med drugim bo v soboto v Grajskem parku prireditev za otroke že 11. Fridin rojstni dan. V preloženi tekmi drugega kroga smo v Slovenski Bistrici med domačo KTM in Pol Bistrico in Nafto 1903 iz Lendave videli en zadetek. V srečanju drugo in tretje uvrščene ekipe po 3 odigranih krogih je za domače v 35 minuti v polno zadev Jaša Martinčič. V prvem delu smo videli zraven gola tudi veliko neizkoriščenih priložnosti. Temu so botrovale tudi odlične obrambe obeh vratarjev, pa tudi napadalci v določenih zaključnih delih niso imeli svojega dne. Na 15-minutni odmor se je odšlo torej z golom Martinčiča in zaostankom gostov, kar je napovedovalo, da bodo Lendavčani v drugem delu poizkusili vse, da čim prej poravnajo rezultat. Veselje jim je v 64 minuti vzel domači branilec Rok Rozman, ki je z glavo z golove črte odbil žogo, ki jo proti vratom poslal Matis Pajl. 3 minute kasneje je bil Kuliš po podaji Bračka prenizek, da bi spremenil rezultat na semaforju. Razpoloženi kreator igre gostov Stjepan Oštrek je takole sprožil v 79 minuti. Tudi domači povezovalec igre Nejc Bračko bi se lahko vpisal med strelce. Domači odlični vratar Kristijan Župič je s parado preprečil veselje Oštreku. Nato še nekaj poskusov v sodnikovem dodatku z obeh strani, ki pa se ni končal kot običajno. Kajti začela se je tekma življenja za domačega stratega Gorana Stankoviča, ki se je zgrudil tik ob koncu tekme. Izjemno hitro mu je pomagala zdravstvena služba nogometnega kluba Nafta, nato pa so ga reševalci odpeljali v UKC Maribor, odkoder so sporočili, da je trenerjevo stanje stabilno. Nogometni klub Bistrica se zahvaljuje za nesebično in izjemno hitro pomoč zdravstveni službi gostov ob tem izrednem dogodku. Igralci in vodstvo kluba želijo svojemu strategu čimprejšnje okrevanje in hiter povratek na nogometna igrišča.